Vrh kmetijske politike se je sicer pred dnevi sešel z novo ministrico za kmetijstvo in so sklenili nekakšen pakt o nenapadanju, bi se rekli, ne? Torej, da ne bodo kmetje protestirali, ampak to pravzaprav zdaj ni več tako, ne? Kmetje po Sloveniji protestirate, zakaj? Ja, pač mi smo se zbrali čisto samoiniciativno, predvsem z tega stališča tudi, da devamo konec koncev podporo tem, ko se pogajajo, da vidijo, da imajo za sabo tudi kmete. Se je pa v teh letih nabrali kar nekaj stvari, ko čedalje slabi v kmetijstvu za naš poklic. Mislim, kar so naši predniki ustvarjali skozi desetletja oziroma prej že skozi stoletja, da nam zdaj ta nora zakonodaja hoče preprečiti delati na lastni zemlji, ampak oni bojo rekli, da ni to tako, ampak dejansko ta zakonodaja pelje v to smer, da nam diktirajo, kdaj lahko delamo, kaj lahko delamo. Moram reči, da tudi podpiramo tudi tamle sosednjega Šentjurja, katere kmete so zdaj bojo prisilno razlastnili. To nas tudi boli, ker jutri se lahko tudi nam to naredi v našem okolju. Potem pa, ne vem, zakon o dohodnini, ta OMD, območje z omenjenimi dejavniki je obdavčen, potem konec koncev lokalno smo zelo prizadeti s to nadmorsko višino, ko je zdaj glavni dejavnik pri določanju subvencij za OMD, tako da kateri strmina se ne upošteva, je višji dejavnik, je nadmorska višina in to. Potem pa skratka stvari, ko pestijo tudi po celi Sloveniji kmete, no, pa po celi Evropi. Zeleni prehod je tudi, bomo tudi veliko ceno kasirali kmetje. Upajmo zdaj, kaj bojo pri nas prinesla nadaljna pogajanja, čakamo, kako bo potem naprej, bomo pa videli, ampak trenutno smo zbrani tukaj neodvisno, brez pritiska strani politike, brez neke posebne organizacije, kmeti smo skupaj stopili. Če dalje več papirjev je treba voditi. Mislim, toliko papirjev, da že pol nimaš več časa skoraj delati na kmetiji. Mislim, zato, kar dejansko kmetje smo, no, se moramo s papirji ukvarjati. Zbrali smo se čisto enostavnega razloga, da damo podporo našim kmetom, ostalim sindikatu in tudi pač vsem ostalim, ki se borijo v imenu nas. Prišlo je mnogo kmetov, predvsem mladih, to je lepo videti, tako da upamo, da bo to dejanje kaj pomagalo pri odločevalcih v državi, predvsem v kmetijski politiki. Prišli nas iz Radež, nas je prišli 6, vsega skupaj danes je po nas 90 traktorjev. Naša prihodnost je kmetijstvo, zato smo se prišli sem boriti. Pravzaprav za svoje delovna mesta, ne? Tako je. Nismo vsi narejeni, da bomo v pisarnah, da bomo neki mašino v podjetju. Pač nekateri smo pa doma v gozdu, na travniku, kjerkoli drugje pašniku in tako naprej. Pač tukaj smo zaradi tega v podporo, da ne bo vse skupaj šlo v franžo, po domač povedan. Kar so naši stari starši uspravili gor, da bomo mi to nadaljevali lahko. Mene osebno najbolj teži, da je predvsem problem, da mladi nimajo interesa kmetovati. Interesa nimajo kmetovati predvsem zaradi slabega finančnega stanja na kmetiji, ne. Ker vejo, ker si priznaš, enostavno se da preračunati, kaj je, kaj ni in je to, ne. To je prva stvar, pa mogoče se malo pozablja predvsem na hribovske kmetije, na OMD območja, ki bo ti kraji, ki so po Sloveniji zelo razširjeni, bodo v prihodnosti verjetno ne tako več lepi na pogled, kot so sedaj. Ali to pomeni zdaj, da so sami mladi ljudje zdaj že na kmetijah, ker je tole sama mladež pravzaprav? Ja, zdaj po eni strani tudi to mene veseli, da so mladi tukaj, ker oni so tisti prihodnost. In me veseli, da se zavedajo, da so problemi
V Laškem se je zbrala množica kmetov z 90 traktorji. Oblast, tako državna kot tudi evropska, reči, ki jih dopovedujejo kmetje, ne sliši rada. Bržčas bodo zato kmetje morali svoje početje še ponoviti, pravzaprav ponavljati.